V risanki Pujsa Pepa obstaja velika skrivnost, ki do danes še ni bila razrešena. Govorim o skrivnosti očetov, ki so izginili. Če pogledaš družine likov, imajo vsi vedno mamo. Edini član, ki včasih manjka, pa so očetje. Zdi se celo, da moškim namenjajo manj pomena kot ženskam. Starši mame Pujsa se pojavijo na zaslonu, medtem ko staršev očeta Pujsa nikoli ne vidimo. Ampak počakajte, ta skrivnost se še bolj razširi in vse se začne s Suzi ovčko. Suzi je najboljša prijateljica Pepe Pujs. Videli smo jo že od začetka in v mnogih epizodah. Poleg tega, da vemo vse, kar počne in s kom se druži, zelo dobro poznamo tudi njeno družino. Ali pa tudi ne. Za začetek imamo mamo ovco. Videli smo tudi babico ovco in celo poznamo njeno starejšo sestrično Charlotte ovco. Ampak kje za vraga je Susijin oče? Ne vidimo ga v njeni hiši, ne pojavlja se na družinskih srečanjih, niti na fotografijah ga nočejo pokazati. Mič, je morda umrl? Je morda zapustil Suzi, ko je bila še dojenček? Ali pa preprosto ne obstaja? Prijatelji, stvar je v tem, da uradno on res obstaja in je priznan kot del Susijine družine. Torej, zakaj za vraga se ne pojavi? No, prijatelji, mislim, da sem našel odgovor. V epizodi Plesna zabava na avtobusu Pepa reče Suzi: če stojiš na očkovih stopalih, ti ni treba znati plesati. A potem Suzi zamišljeno odgovori: ampak. In ravno takrat jo prekinejo in stavek presekajo. Zakaj? Je bilo to namerno? Najbolj logičen stavek bi bil: ampak jaz nimam očeta. Kar nas vse spravlja v pamet, je, da niti serija ne potrdi ničesar glede Suzinega očeta. In najbolj zaskrbljujoče je, da v svetu Pujsa Pepa nihče ne opazi ničesar. Nihče ne vpraša Suzi po njenem očetu. Ampak stvari postanejo še slabše. Ker ni samo oče od Suzi, ampak tudi dedek od Suzi. Kot vemo, se babica ovca pojavi v epizodah. Ampak kaj pa dedek ovca? O tem dedku tudi nimamo nobenih informacij. Pravzaprav, mnogi mislijo, da je njen dedek preprosto umrl. Razen, če za to ne obstaja še bolj temačna razlaga. Kaj pa Charlotta ovca? Charlotta je starejša sestrična od Suzane. Stara je okoli 17 let, je bolj samostojna, zrela. In ko se pojavi, se zdi kot nekdo, ki ne spada več v skupino malih otrok. Strika ovca in teta ovca sta priznana kot njena starša. Toda zanimivo je, da ju nikoli ne vidimo v nobeni epizodi. Charlotta se preprosto pojavi sama. In morda bi si mislili, no, Charlotta ima že 17 let, morda ne potrebuje, da bi njeni starši hodili za njo. Ampak ali je nikoli ne obiščejo? Saj Charlotta še ni polnoletna. Ne vem, prijatelji, in to je šele prvi primer. Naslednji lik je Belinda Oso. Belinda ni lik, ki se je pojavil samo enkrat in to je to. V seriji je že kar dolgo časa. Vemo, da je nekoliko starejša, bolj zrela in celo njeno mamo poznamo. Kaj pa njen oče? V nasprotju s Suzi, ki je ne vidimo niti enkrat, pa očeta Belinde dejansko vidimo, ampak samo enkrat. Enkrat v celi seriji in kar je najhuje, niti ne nastopa v kakšni pomembni sceni. Gospod se preprosto pojavi, kako sedi za mizo in je ovseno kašo, kot da bi bil navaden NPC. Torej, pojavil se je, pojedel ovseno kašo in odšel zavedno. Kljub temu je najbolj čudno to, da je po tem izginotju Belinda še naprej nastopala v epizodah, kot da se ni nič zgodilo. In nikoli ni omenila ničesar o svojem očetu. Torej, kaj se dogaja s očeti v tem vesolju? So res tako neodgovorni, da zapustijo svoje otroke? Naj nam nekdo da razlago. Ampak vsaj za Belindu bi lahko rekli, da je šlo za naključno sovpadanje, a v resnici ni bilo tako. Ker se nekaj zelo podobnega zgodi z Mandy Raton. Mandy je tudi del skupine Pepe Pujsa. Videli smo jo že nekajkrat, kako se igra z drugimi in uganite kaj. Tako je, poznamo samo njeno mamo in seveda imamo vedno isto vprašanje, kaj se je zgodilo z njenim očetom.
No, v bran gospodu Mišku, tukaj se stvar nekoliko spremeni. Ker Mandyin oče ni popolnoma izginil, pojavi se v nekaterih epizodah, ampak zelo redko se pojavi. In zdi se, da je služabnik Mandy in njene mame. Prijatelji, ta gospod sploh nima razvoja lika, nima pomembnih trenutkov z Mandy in sploh se ne zdi kot nekdo, ki bi bil del njene družine. In tukaj ugotovimo, da moški nimajo velikega pomena v risanki Pujsa Pepa. In skrivnost se nadaljuje s Simonom Veveričkom. V njegovem primeru nimamo več samo izginulega očeta ali dedka. Pravzaprav se zdi, da celotna družina Simona sploh ne obstaja, kot da bi bil ubogi sirota brez doma. Simon ni neviden lik. Velikokrat smo ga že videli. Družil se je z drugimi otroki in jasno je, da je del sveta Pujsa Pepa. Toda pa, ko se začne spraševati o njegovi družini, postanejo stvari zelo temačne. Najprej, njegove mame ne vidimo. Eden najpomembnejših likov v svetu Pujsa Pepa. In seveda, če mame ni, še manj bomo videli očeta. Pravzaprav sploh ne obstaja hiša, ki bi jo prepoznali kot hišo Simona. Ali Simon živi na ulici? Pravzaprav so nekateri oboževalci poskušali povezati Simona s policijsko veverico, kot da bi morda lahko bila njegova mama. A nič ni potrjeno in o njegovem očetu sploh ne sprašujemo, ker do te točke se zdi, da Simonov oče sploh ni bil napisan. Torej, od kod je prišel ta otrok? Kdo skrbi zanj? Ali kako sploh preživi? Če ste mislili, da se to dogaja samo s stranskimi liki, ni tako. Zdaj pa je čas, da govorimo o primeru očeta Očka Prašička. Kot vemo, je Očka Prašiček eden najpomembnejših likov v seriji. Torej, kje za vraga so njegovi starši? In še enkrat, prijatelji, imamo starše mame Prašičke, ki se ves čas pojavljajo, skrbijo za Pepo in Jurčka ter se z njima ukvarjajo. Ampak, kaj pa Očka Prašiček? Očka Prašiček mora imeti starše, poleg tega vemo, da ima brata bolj znanega kot stric Prašiček. Vendar se zdi, da družina Očka Prašička ni tako pomembna. Najbolj zanimivo je, da Pepa nikoli ne vpraša po starših svojega očeta. Tudi Jurine. Mama Pujsa ne omenja svojih tastov in ubogi Očka Pujs sploh ne govori o svojem otroštvu, svoji družini in niti o svojih starših. Torej, na koncu se zdi, da svet Pujske Pepe pravzaprav izbriše prav moške ali družino moških. Ampak zakaj? No, prijatelji, zdaj pa želim vedeti, kaj vi mislite. Je Očka Pujs res popolnoma pozabil na svoje starše? Ali pa je morda v resnici nekaj čudnega v celi seriji? Vaše komentarje bomo prebrali.